Na avdienci s papežem Frančiškom so danes bili člani Korejskega sveta verskih voditeljev. Sveti oče je izpostavil, da so verski voditelji poklicani biti glasniki miru. Poudaril je, da mora dialog biti hkrati odprt in spoštljiv, ter da se katoliška cerkev nikoli ne utrudi hoditi po poteh dialoga in spodbujati dialog s pripadniki drugih verstev. Medverski dialog, ki ga sestavljajo stiki, srečanja in sodelovanje, je tako dragocena naloga, ki je všeč Bogu. Je izziv usmerjen k skupnemu dobremu in miru, je zatrdil papež. Dialog, ki ga potrebujemo, ne more biti drugega kot odprt in spoštljiv hkrati. Samo na ta način bo rodoviten. Odprt, torej srčen in iskren, vzdrževan strani oseb, ki sprejemajo skupno pot s spoštovanjem in odkritosrčnostjo. In spoštovan, kajti medsebojno spoštovanje je pogoj in istočasno cilj medverskega dialoga. Ravno s spoštovanjem pravice do življenja, do fizične celovitosti in temeljnih svoboščin, kot so na primer pravica do svobode vesti, vere, misli in izražanja, se postavljajo osnove za izgradnjo miru, za kar je vsak med nami poklican, da moli in deluje, je dejal papež. Nadaljeval je, da nas svet gleda in poziva, da sodelujemo med seboj in z drugimi ljudmi dobre volje. Sprašuje nas po odgovorih in skupnem prizadevanju v zvezi z različnimi temami, pri čemer je Frančišek naštel dostojanstvo osebe, lakoto in revščino, zavračanje nasilja, predvsem storjenega v imenu Boga, korupcijo, ki povzroča nepravičnost, moralno propadanje, krizo družine, ekonomije, ekologije in krizo upanja.